Živjo. 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 Te maske. Ja, Tega res mora biti počas konc. se strinjam. A bomo kar začela, ne? No, Ok, kje je naš problem? Spet korona ni frizerja, vse kartelne samo še jem. Naročamo plače, majice in kape, mama dere se kupuje te računske mape. Vse je dražje se zadere, kot da smo mi krivi, da Velika Britanija je šla iz EU-ja. In kupimo še nove čile, ker se res da je nuja. Morda bi se kar v Ameriko preselili, saj smo slišali, da bi tako vsak $1400 dobili. Kako pa pandemija vpliva na naše okolje? Svet ECB potrdil je zelo spodbujevalno denarno politiko, tako da bo bolje. Še vedno nizke so obrestne mere, tako da smo kar dobre vere. ECB kupovala bomo vrednostne papirje, redne in izredne, več denarja bo za vse, da obvestimo vse nevedne. V lanskem letu v decembru znašala deflacija 0,3%. Tudi zato, ker ni bilo nobenega družabnega dogodka. Velik padec cen sta imela transport in garderoba. Alkohol in meso pa sta se prodajala kot cenovno dražja roba. Inflacijo pričakuje se v letu 2021, še večja pa naj bi bila v letu 2022. Gospodarstvo je zanihalo po zimi dol, poleti pa gor. V evroobmočju za leto 2021 pa se predvideva, da bo gospodarstvo okrevalo že po koncu dneva. Zaposlenost v začetku leta 2020 še kar dobro je kazala, na koncu leta pa je pandemija pravi obraz nam pokazala. Vse je bilo drugače, ko 8,3% ljudi ostalo je brez plače. Pričakuje se, da bo letos za zaposlenost malo bolje, če bodo ljudje za vsako delo in cepljenje pokazali le malo bolje. Evro je v lanskem letu apreciral. Upamo, da letos ne bo stagniral. Do ameriške valute se je najbolj okrepil, medtem ko je do funta in bona oslabil. Nafta je najpomembnejši globalni nosilec energije, zato ne preseneča skok cen te surovine. Za rast gospodarstva bo po njej veliko povpraševanje, kar bo pospešilo iskanje in dodatno onesnaževanje. Potrebno bi bilo misliti na varčno porabo te dobrine, saj lahko na koncu izgine. Ja, tale nafta, to je drugačen problem. Ne vem, kaj bo čez leta. Tudi tale zaposlenost bo problem. Ne vem, kaj bomo naredili, to bo kriza, to moramo zvišati. Jaz samo upam, da nam padlo depresijo. Ja. Ok. Kaj pa monetarna analiza? Rasteta najpomembnejša agregata, saj zaradi pandemije nam ECB odpira vrata. Več denarja so nam poslali in s tem vsem izdatno pomagali. Pa še fiskalna analiza. Tukaj sta dva maksijska kriterija, javnofinančni primanjkljaj lani bil prevelik je, saj več kot 8% znašal je. To pa vsi vemo, da je preveč, saj je zgornja meja 3%, kar je 5% več. Da o javnem dolgu sploh ne govorimo, zgornja meja znašala največ 60% BDP-ja in potovali bomo veliko časa, da bo spet nazaj tako imenovana zelena veja. Za konec pa, kaj so naši sklepi? Ekonomska in denarna analiza nam povesta, da le ekspanzivna monetarna politika rešila bo vsa ta naša mesta. Seveda pa mora biti jasno, da inflacija mora znašati okrog 2% in potem vse bo krasno. Upamo, da vam je bila naša predstavitev prava liga. To pa smo mi bankirji, Pija, Manca, Žiga.